Fantasy. Radio Fantasy. Zaposlena sem v šolstvu kot svetovalna delavka, delala sem tudi v gospodarstvu in v medijih, a me je srce vedno znova potegnilo k otrokom, mladini v šolstvu, zdaj bom, kot kaže, v njem tudi ostala. Zadnja stran pa pravi tistega nagovora, borka za pravico in resnico. Z nami je jutro. Mateja Sokopavčar. Dobro jutro. Zdaj tak, veš, tak fuzbalerski napovednik je bil zdaj to z tem vodom in zdaj priteče pred mikrofon. Mateja, zdaj nogomet, šport, umetnost, film, to je zdaj vse šov, tako da to so podobne napovedi. A pozabila si knjigo. A lahko ponovimo ta kader, pa da ti preletiš čez vrata noter, a veš. Ni problema. Mi pa osvetlimo. Še malo zgodaj. Mi pa osvetlimo tako na rokometnih tekmah, veš, ko gasne, pa ona svetloba samo na te. To bomo vse zrihtali na premieri. Okay. Včeraj smo vas gledali na televiziji, ne? Predstavljalo se je film in knjiga, ti pa si danes knjigo v rokah prišla tudi k nama v studio. Tako je. Včeraj smo imeli novinarsko konferenco, tako da v bistvu je bila glavni poudarek na filmu, pa seveda video spotu, o katerem smo že tudi tukaj enkrat govorili, Šankrok Bipop. Knjigica je pa pač mimo grede nastala še zraven, pa ni v prvem planu. Je v redu dodatek. Se pravi, Mateja, če jaz prav razumem, ni bila najprej napisana knjiga in posnet po njej film, ampak je najprej Alan posnel film in ti si potem napisala knjigo. Točno tako. Sicer je v praksi ponavadi drugače, najprej knjiga, potem scenarij, če je brana in potem film, ampak tukaj je pač šlo drugače. V knjigi nismo v bistvu nikoli razmišljali, ko je bil scenarij narejen, film že posnet, v fazi montaže je na to idejo prišel v resnici, pač to moram povedati, Franci Pliberšek. On me je kar malce prisilil v to, da napišem knjigo. On mene že celo življenje bom rekla, pritiska čez rob, ob steno, da kaj naredim, sam pa se pustim prepričati, pa se lotim in je v bistvu sem zelo uživala v procesu pisanja, zelo ena tako pogled sem dobila v svoje delo in v svoje dijake. A je to povzetek filma ali gre zgodba v drugo smer? V resnici je kar precej drugače. Zgodba je enaka, mogoče kot v filmu, s tem, da knjiga je izpovedna, v prvi osebi govori skozi oči glavnega junaka in tako spoznamo, kaj recimo en avtist doživlja, kako razmišlja, kaj čuti, ko se mu določene stvari zgodijo, zakaj reagira, kot reagira, kar se mi zdi izredno pomembno za tiste, ki imamo stik s takšnimi otroki ali pa s kakršnokoli, bom rekla, drugačnostjo, da vidimo, da je vedno nekaj v ozadju, da je neka globina, da ne sodimo prehitro, da nismo krivični, kruti, nesramni in v tem je v bistvu to je cela poanta mojega delovanja, tako kot si prej prebral, borka za pravico in resnico in včasih na okopih. To sem jaz, veš, face baba. Vedno bom težila k temu, ne? Ja, to je pač tisti, ki eni bojo vedeli, na kaj ciljam, eni bodo vedeli, ker so me spoznali v takšnem. Dej povej, da si pridemo gor. Ja, imam kdaj slabo vest, kadar sem borka za pravico in resnico, ker naredim včasih to mogoče na neprimeren način. Da ima si roke? Ne znam, tako. Da ima si roke, ker smo tu iste. To so ti karakteri, vročekrvni, Meni moj Alen reče, da sem vžigalca. Hitro se vžgem, pa hitro gasnem. In je res, zelo hitro reagiram, pa mi je pa žal. Pa včasih znam popraviti, včasih pa pač ustrajam. Ampak veš, kaj je bilo pa zelo lepo povedano? Moj Alen. A veš, ko je rekel lepo, moj Alen mi včasih reče. Ja, ne, se pravim, ampak zelo redko slišiš dajše, a veš, da nekdo reče moj dragi ali pa moja draga, ne? To sem že slišal, še reče ponovno moj ded. Ampak je moj. Ja, no, sej. Ne, to zdaj rečem, zato ko se bojim, ko bojo te turneje, pa bo on zdaj slavni in uspešni in bo, ne vem, kaj se bo zgodil, ne? O, Mateja, ali čutimo kanček ljubosumnosti? Ja, malo me je strah, ne? To je vedno. V prvem filmu Vloga za Emo sva midva delala vlogo za Emo kot prijatelja. Potem pa, ko se je zaključila turneja, nisva bila več samo prijatelja. Tako da podoživljam zdaj neke stvari. Kaj nas zdaj čaka pol? Ja, točno. Še sama ugotavljaš, kaj ti je. Ampak, a lahko mi prosim malo manj o filmu? Lahko, o čem pa? O knjigi? O knjigi.
Jaz načel v temi, koliko je razlike, ne, mislim, ker če bo čisto isto kot film, pol bo rekli, da smo videli, ne rabimo, ne. Tako da to je pa zdaj drugačna zgodba, skozi prve oči, ne, ker začneš potem tudi z avtizmom, ne. Tako je, tako. Vidim prvo poglavje. To je v bistvu čist res vidike enega avtista, ne. In sem si želela, da bi knjiga pomagala staršem, učiteljem, tem otrokom, ki se pogosto počutijo neslišane, nerazumljene, mislijo si, da se samo njim dogajajo te stvari. Potem pa, ko preberejo ali pa se pogovarjajo, dobijo priložnost, pa vidijo, pa dobro, sej, ne, v bistvu nisem samo jaz, ni z mano vse na tem svetu narobe. V resnici ni nič narobe. In meni je bilo to knjigo zelo enostavno pisati, ker sem jaz tudi podobno doživljam intenzivno stvari kot avtisti, ne. Dobro, mogoče znamo malo reakcije kontrolirati, ampak načeloma smo si vsi, ko se v to poglobimo, zelo, zelo podobni. Res je. Nastavo sem musko, da sem to zdaj razmišljam, da imaš prav globoko povedano. Ti dej musko? Metul, to so šankroki skupaj z bipopovkami, ne, posneli. Ja. Čudovit komad. Kdaj je bila nazadnje tukaj? Mislim, da junija. No, tisti dan, ko se je snemo dejansko video spot, če se ne motim. Ja, točno tako smo bili zjutraj, ja. In potem sem bila še jaz na snemanju video spota skupaj z Matejo. Se gledal making of, pa Suši gor. Letale okoli, pa lovile metulje. In predstavljamo tako film kot knjigo z naslovom Šepet lepidopterja. Ki si pa zdaj to najdu. Sem glih hotela reči, prej, ko sem Šuši poslušala, da se mi zdi, da tega ne bi sploh znala delati, ne, tako hitro možgani letijo besede, ono tretje. In ti prideš zdaj s takim izrazom. Lepidopterja, ne. Lepido pomeni luska, pteron pa krilo, ne. V glavnem, to je iz neke grščine, strokovni izraz za metulja je lepidopter. Ej, pa sem jaz tudi lahko, kval lepi... Ti si lahko helikopter. Ne, to glih ne, ampak veš, ono luske, pa krila, pa sem tu. To je bil pač nek uvod, da vidim, kakva bo reakcija Mateje, in točno taka je bila, kot sem pričakoval, bele učke, kva zdaj to govoriš. Knjiga je šla, knjigo si izdala, kako je pa z filmom premiera, bo 10. ne? Tako je, ja, v Celju 11. Karte so že v bistvu na prodaj, tako da ne se ustrašiti, ne, tisti poslušalci, ki vidite že skoraj polno dvorano, glede na povpraševanje bomo odpirali dvorane, tako da dejmo vseh, koliko jih je, 7 ali koliko Celju? 7 ali 8, nekaj takega. 7 ali 8, dejmo napolniti vse dvorane, Celjani. Čakaj malce, pa nimamo sam Cineplexa v Celju, ki predvaja na filmskem platnu karkoli. Imamo tudi Kino Metropol. Tako, tja pa tudi prihaja ekipa. Tja pa 20. oktobra, še prej pa ta petek. Gremo mi dve po vrsti zdaj. Najprej petek. Kjer petek zdaj? To datum bo zdaj. Čez 1, 2, 3 dni. Čez 3 dni. Se pravi petek 15. september. Bo Mateja. Plus še ostali gostje, če se ne motim. Ja. V Kino Metropol. Tako. V Celju. Ker povej vse, Mateja. Zdaj si ne upam. Ne, zdaj moraš povedati. Zdaj moraš povedati, kaj se bo tam delalo. Ker povej. V bistvu bomo predstavljali knjigo, se malce podružili, skupaj z Sabino Zavšek-Korošec, ki je v bistvu strokovnjakinja za področje avtizma. Ona je bila tudi ena izmed prvih v Sloveniji, ki se je začela res intenzivno s temi otroki ukvarjati, in eno izmed prvih predavanj, ki sem jih pač poslušala na to temo, je bilo njeno predavanje, v bistvu prvo, in vedno jo pokličem tudi, kadar recimo ali imamo dilemo, ali se mi zdi, da bi učitelji morali obnoviti neko znanje, in ona ima res ogromno izkušenj in je čudovita, krasna ženska. Tako da tudi sodeluje v tem projektu, mi v kakšnem njenem, tako da mogoče še ena ta zanimiva, ko smo pri Sabini, da je pomagala dobiti službo prvemu dijaku, mojemu, ki je imel to težavo, ne, z avtizmom, in je bil tudi navdih, v resnici je bil on navdih s svojimi nekimi dejanji, besedami, z odštekanim načinom razmišljanja, navdih za to, da naredimo en tak film na to temo. Zdaj je seveda že odrasel gospodič in je zaposlen v podjetju MIG.
Tako da je cela zgodba neke družbene odgovornosti, niso samo besede, ne, ampak so zadaj res tudi dejanja. In pri tem je ključno vlogo odigrala seveda Sabina, ki povezuje vse te deležnike in tako naprej. Grem čisto drugam od Sabine, a boš podpisovala knjigo? Ja, ne vem, če bo kdo želel, bom seveda, ne. Če bo kdo želel z veseljem, sam ne vem, če bo kdo želel, bomo videli. Ja, absolutno, se pravi, v petek 15. septembra, kdaj? Ob 19:30 se dobimo v Kino Metropol. Premierno bomo predvajali tudi videospot za komad, ki smo ga pravkar slišali. To, ker je res čudovit spot in vse skupaj ne pač paše. In videli bomo tudi nekaj zakulisja nastajanja filma. Tako da je v bistvu ta petek en tak uvod v prihajajoči oktober, filmski oktober. Ne, včeraj so tudi rekli, eni novinarji so nas sprašvali, pa kaj zdaj s Celjem se dogaja, kaj je zdaj to filmsko mesto, ne? Ja, ful lep kompliment. No. Slovenski Hollywood. Ja, mislim, to je pa res lep kompliment, da rečejo, da postaja Celje filmsko mesto, no, in smo midva ponosna, če smo mogoče k temu kaj pripomogla. En velik kamen, ne kamenček, v ta mozaik sta dodala vidva, to je treba povedati. So mi bili všeč pa tam mali, ko so rekli, ful fajn je snemati, zaradi tega, kaj lahko celjsko govorimo. Ja, točno to, Celje, točno to, ja. A pol knjiga je tudi o celjščini napisana? Posledno si pisalo, čakaj. Ja, najprej, potem je pa lektorica imela ogromno dela, da je spravila to v neko obliko. Ne, se hecam. Lektorica je pa tudi moja sošolka iz srednje šole, ki je pa tudi res taka oseba, genialna, ne, nje se spomnim, mi dve smo imeli ene tako izkušnjo, no, pač, jaz nisem bila najbolj uspešna v srednji šoli, ne, in potem sem jo spoznala in tudi ni bila, ne, pa je rekla, pa kako, pa to se ti je to zgodilo, ne, govorimo o ponavljanju letnika, tako sem se odločila. Ja, zdaj sem se podločila, da pa zdaj odlična in točno tako je bilo. Genialna, ne, pač pri meni ni bilo to tako, jaz se nisem odločila na eno, ne drugo. Ampak ona je pa res, ne, in tudi še vedno sodelujeva, vedno ona lektorira vse v bistvu te naše, pa prevaja in tako naprej. Čak, pozabil sem, kdaj smo rekli v petek, da se dobimo? Pol 8, 19:30. Metropol, podpisovanje leta prva bova tam, da dama... Ne, vi to dobite danes. Že zdaj boš podpisala. Vidva dobiva danes, se pravi... Že danes boš podpisovala. Ja, že danes. Mateja, pozdravi Alena, pa veliko uspeha, ne? Hvala. Pred 11. pa tak še verjetno, kje prideta. Absolutno, se veselim sodelovanja tudi z vašo ekipo, tako da... bomo vse naredili, da bo res super, no, in da bojo naši Celjani 11. uživali. To je poseben dan. 11. je pač poseben dan. Ne? Do takrat pa se vidimo v Kino Metropol v petek ob 19:30. Mateja, hvala ti. Hvala vam. Lep dan še naprej. Čau, Dio. Radio Fantasy.